Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubiteljice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v še enem tretjem polčasu. Pred nami je eden najbolj pestrih športnih vikendov v Celju v letošnjem letu. V rokometni ligi prvakov v Celje prihaja Flensburg, v štajerskem nogometnem derbiju se bosta v Celju pomerili moštvi Celja in Maribora. O teh dveh dogodkih tudi več v osrednjem delu v središču nocojšnjega tretjega polčasa. V moškem košarkarskem državnem prvenstvu so odigrali tekme 7. kroga. Šentjurčani so izgubili na gostovanju pri Olimpiji. Hopsi so morali v Novem mestu priznati premoč Krki, Rogaška pa je na svojem parketu premagala moštvo Šenčurja. Z našo ekipo smo bili v Treh lilijah, kjer so Laščani izgubili z Ilirijo in z eno zmago ostajajo na dnu prvenstvene lestvice. Novinci v ligi so v Laškem začeli solidno in si v prvi četrtini nabrali največ 6 točk prednosti. Domača zasedba jih je v drugi četrtini takoj ujela in 2 minuti pred koncem prvega polčasa sama vodila za 6. V tretji četrtini so se razmerja na igrišču povsem spremenila, saj je Ilirija ta del igre dobila 6-28, gostje pa so največ vodili za 24 točk. V zadnjem kvartalu je Laščanom uspela serija 19 točk, v 34 minuti pa so zaostanek znižali na 54-59. Po gostujoči minuti odmora je Ilirija znova zaigrala bolje in domače vse skozi držala na varni oddaljenosti. Končni izid 66-75. Nejc Barič je za Zlatorog prispeval 15 točk. Zaslužena zmaga gostov. V drugem polčasu nekako nismo imeli mene rešitve. Dogovorili smo se v garderobi pač, da imamo na vse ali nič. Zgodilo se je pač ravno kontra, kar smo si zamišljali. Gosti so igrali z večjim poletom, večjim elanom. Moje fante, kot da ne bi šlo za prvenstvene točke in za pomembno tekmo za nas. Potem smo začeli šele igrati v začetku zadnje četrtine, vendar tistih 5 minut je premalo, prišli na 5 točk, to nam zmanjkalo moči in gosti so zasluženo zmagali. Jaz mislim, da smo zasluženo zmagali, odlično ekipo Laškega, res mislim, kot smo videli sami, ta tretja četrtina je bila odločilna. Laško zgleda, da je res malo v krizi, kar smo mi znali lepo izkoristiti in za nas je res to izredno pomembna zmaga, ne samo zaradi igralskega gledišča, se tudi zaradi drugih stvari neke stvari se nam zdaj odvijajo, tako da nam je vsaka zmaga zelo dobrodošla. In pa verjetno za samozavest več kot odlično za naprej. Dobro, jaz sem že pred sezono rekel, da za naše fante bo vsaka tekma spektakel, to je večina fantov, še so z mano še iz tretje lige, tako da grejo korak po korak naprej. Všeč mi je, da se dviguje ta samozavest tudi pri njih in upam, da bomo v nadaljevanju, mislim, da bomo imeli to neko kontinuiteto, ne pa da eno tekmo dobro odigramo, drugo spet manj slabše. Upam, da bomo čim manj oscilirali v teh tekmah. Kako se je bilo po dolgih letih vrniti v Laško? Pa Laško je sredina, ki je meni zelo pri srcu, jaz sem tukaj zelo lepe trenutke doživel in meni je vsaka vrnitev v Laško res lepa, enkratna, zdaj se pač nažalost vrnem z drugim klubom, ampak ne glede na to, v Laško je bilo vedno fair play sredina in to so tudi danes še enkrat dokazali. Kje pa strateg Laščanov vidi vzrok za slabše predstave Zlatoroga? Vse skupaj se je začelo v bistvu v Rogaški Slatini, kjer smo imeli dobljeno tekmo in z lahkoto podarili domačinom. Zdaj imamo na srečo reprezentančno pauzo in 14 dni časa, da se v miru analiziramo vse skupaj, da se v miru pogovorimo in da se pripravljamo naslednje tekme. Predali se ne bomo, igrali bomo do konca, dokler se bo igralo, so možnosti za ligo osmerice. Ta konec tedna zaradi reprezentančnega premora ne bo ligaških tekem. Takole, drage gledalke, spoštovani gledalci, smo v središču, v srednjem delu našega nocojšnjega tretjega polčasa. Rokometno bomo obarvani, jasno, kajti v Celju v tednu dni pravzaprav dobrem kar 2 rokometni poslastici. Prejšnji konec tedna je tu gostoval Kil.
Ta konec tedna pa bodo Celjani v Ligi prvakov v nedeljo gostili še enega nemškega predstavnika, to bo moštvo Flensburga. V našem studiu pozdravljam pomočnika trenerja celjskega kluba Stanka Anderluha. Lep pozdrav, dobrodošli. Lep pozdrav. Tekme si vrstijo praktično po tekočem traku. Kiel prejšnji konec tedna, zdaj Flensburg, vmes ste bili še v Novem Sadu, v Seha ligi pri Vojvodini, torej res peklenski ritem, peklenski tempo. Ja, tempo je res hud, to se pozna tudi na utrujenosti igralcev, ni časa za regeneracijo, tudi zmanjkuje nam časa za dobre treninge in tako da moramo reči, da so kar težave nastale v tem času. Verjamem, da ste trenutno že povsem osredotočeni na Flensburg, pa vendarle, če se ozreva vsaj malce nazaj na obračun s Kielom, poznamo razplet, ogledali smo si tekmo. Najprej tista zadnja situacija, tista sporna situacija, po ogledih posnetka, kaj lahko rečete, sta Portugalca, Kakador in Nikolau, oškodovala v tem primeru vaš klub? No, po ogledu teh posnetkov vsekakor, da je bila njuna napaka, se pravi izvajanje centra je bilo nepravilno, njihov igralec je že bil par metrov na naši polovici, tako da bi morala vrniti začetni udarec nazaj, vendar nista in to je sigurno njuna napaka. Videli smo, da ste takoj po tekmi že ostro reagirali in pri delegatu in pri sodnikih, vendar pomagalo ni nič. Ja, reakcije so bile vsekakor pri protesti, ampak ti protesti ne bodo rodili nobenih sadov. Sicer zadovoljni s prikazanim vašega moštva proti Nemcem, proti Kielu? Proti Kielu smo večji del tekme lahko zadovoljni. Začeli smo sicer nekoliko slabše, potem zaradi tega tudi zaostajali par golov, potem pa v nadaljevanju, se pravi nadaljevanju prvega polčasa in drugi polčas pa je bila igra takšna, kot si želimo in smo zadovoljni. No, na tej tekmi smo bili seveda tudi z našo kamero, poglejmo v naslednji reportaži, najprej kako je bilo torej na nedeljskem obračunu med Celjani in Nemci v Ligi šampionov, potem v nadaljevanju pa kako so v celjskem klubu ocenili gostovanje v Seha ligi pri Vojvodini v Novem Sadu. To je bil pravi rokometni praznik, spektakel v pravem pomenu besede, ki so si ga domači bojevniki zaslužili. Zlatorog je bil v nedeljo namreč nabito poln. Nekaj manj kot 5000 glava množica je toplo pozdravila tudi Miho Zarabca, ki se je za 60 minut vrnil na domače dvorišče. Jaz bi rad res iskreno se zahvalil čudovitim publiki, ljudem, ki so danes napolnili Zlatorog, ki so prepoznali, bom rekel, neko zgodbo, predvsem odrekanje fantov in pa trdo treniranje. Fanti so najbolj zaslužni za to. Začelo se je podobno kot pred tednom dni na severu Nemčije, ko so Nemci na koncu položili svoja orožja. Kiel je celoten prvi polčas vodil, tudi za 5, pivovari pa so ga lovili. Celjski streli so kar nekajkrat zadeli danskega vratarja Niklasa Landena, vse prevečkrat je na črti 6 metrov ostal osamljen Patrik Vincek. Prav po izključitvi Vinceka v 20 minuti in z možem več na parketu so se vitezi vrnili v igro. Z delnim izidom 3:0 so prišli na 2 gola zaostanka. Kiel je poizkušal pobegniti, vendar mu na krilih domačih navijačev Celjani tega niso dovolili. Na odmor so s prednostjo za gol odšli Nemci, ki so narekovali tempo tudi v drugem polčasu. Vitezi so jim ves čas dihali za ovratnik, gostje niso vodili za več kot 2. Nekajkrat sta napeto ozračje z dvomljivimi sodniškimi odločitvami še bolj razgrela portugalska delivca pravice Ivan Kakador in Eurico Nikolau. Videli smo infarktno končnico. Zarabec je zapravil nemški napad za zmago, Vujović je strelom iz 9 metrov v zadnjih 10 sekundah srečanja izenačil in, ko je že kazalo, da si bosta nasprotnika razdelila točki, je Ekberg domačine šokiral zadetkom iz protinapada v izdihljajih obračuna. Pa je bil zadnji napad in s tem zadetek Kiela regularen. Prehitek. V bistvu je bil klasični offside. Ampak dobro, Kiel je Kiel. Niklas Ekberg je za goste dosegel 7 zadetkov, 6krat je bil uspešen Patrik Vincek. Pri domačih sta 5 golov dosegla Branko Vujović in Galmar Guč, 4 sta dodala David Razgor in Dani Duševajev. Moram reči, da
Si nisem pričakoval, da lahko Celje dve močni tekmi na taki vrhunski ravni odigra, za kar seveda kapo dol ob toliko poškodbah in vsem, da se je uspelo odigrati tako tekmo, sem bil res presenečen in kaj ne rečem, mi smo zmagali, pa to smo prišli. Jaz bi se najprej zahvalil publiki, se danes po dolgem času napolnili Zlatorog in verjamem, da so prepoznali to našo požrtvovalnost, borbo, vse, kar smo danes dali, da nas bojo prišli podpreti tudi naslednji vikend. Čestito bi svojim soigralcem, ki smo res v enem tednu tudi igrali z eno ekipo, ki nazadnje lahko tudi letos osvoji Final Four Lige prvakov, odigrali dve zelo kvalitetni tekmi, enkrat smo bili uspešnejši mi, enkrat oni. Žal mi je današnje zadnje situacije, da ni uspel vsem, ki smo bili na terenu, ostati do konca zbranih. Praktično iz dneva v dan so določene stvari, ki nam nikako ne grejo na roko, tudi med samo tekmo. Smo ostali brez Jake Malusa in to je, bom rekel, dosti šibki klopi, ki jo imamo v tem trenutku, kar velik udarec za nas pomeni vsak igralec dvojno napram vsem tem ekipam. Me pa veseli eno dejstvo, da smo 3-krat, 4-krat, 5-krat, ne vem, bili za ostanku tokom same tekme, 3, 4, 5 zadetkov, se vedno znova vračali, puščali so fantje res srce na igrišču. Skozi moje oči in pa bom rekel predvsem skozi borbo, ki so jo fantje kazali in skozi, bom rekel, celotno občinstvo in vse skupaj, je bil mogoče remi najbolj pravičen. Noč je bila za bojevnike težka in zelo kratka. Potem, ko so se v nedeljski spanec koga izmed njih prav gotovo prikradli zadnji trenutki srečanja proti Kielu, Niklas Ekberg ali portugalska delivca pravice, so pivovari v ponedeljek zjutraj že odpotovali proti Novem Sadu, kjer jih je v torek čakalo srečanje Lige Seha proti Vojvodini. Pa zjutraj smo bili že dobro razpoloženi. Kakorkoli treba iti dalje, čakala nas je včeraj nova tekma, ki smo jo morali dobiti, da ostanemo v stiku z vrhom vseh ligi. V Novi Sad so celjski vitezi odpotovali močno zdesetkani. Proti Vojvodini so nastopili brez Urbana Lesjaka, Žige Mlakarja, Luke Mitrovića, Ivana Sliškovića in Jake Malusa. Na preizkusu je bil karakter ekipe in spet se je pokazal v vsej svoji veličini. Takoj na začetku srečanja so Celjani dvoboj peljali v svojo smer, z varnimi 4-5 zadetki so vodili skozi celotno srečanje, ki so ga na koncu dobili z rezultatom 31-26. To tekmo smo morali dobiti, res nas je bilo zelo malo na tej tekmi, ampak tisti, ko smo bili, smo morali dati svoj maksimum in vesel sem, da smo pripeljali te točke v Celje. V Ligi Seha so bojevniki s 14 točkami na 4. mestu, ki ob koncu sezone pelje na zaključni turnir najboljše četverice. V Ligi prvakov so s 5 osvojenimi v boju z Brestom, Kielom in Kielcami za osmino finala. Časa za počitek ni. Igranje na relaciji Seha-Liga prvakov terja svoj davek. V nedeljo je spet na sporedu elitno klubsko tekmovanje. Ob 17. v Zlatorogu gostuje še en nemški klub, Flensburg. Celjani ste se v nedeljo izkazali. V rokometni Evropi ste pokazali pravi navijaški obraz. To nedeljo imate novo priložnost. Pridite in pomagajte fantom. Vaš glas v boju za uvrstitev med 16 najboljših v Ligi prvakov zna biti odločilen. Ja, zagotovo pred takšno publiko je res fenomenalno igrati. Vsak igralec trenira za to, da bi igral pred polnim Zlatorogom. In upam, da mislim, da nismo razočarali v nedeljo in da smo prepričali navijače, da tudi v nedeljo pridejo nam pomagati, da nam mogoče uspe presenetiti Flensburg. Ja, takole, videli smo torej, kako sta se razpletli zadnji dve tekmi Celjanov. Stanko Anderluh, pomočnik trenerja Branka Tamšeta, je naš sogovornik v našem studiu. Stanko, mogoče še beseda dve o Seha ligi, o gostovanju pri Vojvodini, kjer ste zmagali in seveda zabeležili nove 3 točke v tem tekmovanju, ki vas trenutno uvrščajo na 4. mesto. Ja, že takoj naslednji dan zjutraj smo se morali odpraviti na potovanje v Novi Sad, kjer smo v torek odigrali tekmo z Vojvodino. Bili smo zopet še bolj oslabljeni kot v nedeljo, se pravi brez Lesjaka, ki ni potoval z nami, Malusa, ki je poškodovan
tudi Igor Anič ni nastopil zaradi lažje poškodbe, ampak kljub temu smo to tekmo dobili, bom rekel, zanesljivo in smo lahko zadovoljni z razpletom. Zdravstveni bilten je res zaskrbljujoč, če greva po vrsti. Luka Mitrović, tu seveda že dolgo vemo, zanje sezona žal končana. Mlakar je bil zdaj kar nekaj časa odsoten. V našem studiu je prejšnji teden napovedal, da bo morda skušal pomagati ravno proti Flensburgu. Kako kaže zdaj, da bi nastopil v nedeljo? Ja, včeraj na treningu je poskušal trenirati in je tudi treniral, vendar se mu še pozna, da to še ni pravi Mlaki takšen, kot je bil, se pravi, bo še rabil nekaj časa, da pride nazaj v to formo. Morda, mislim, da bo poskušal pomagati v nedeljo, to bomo pa še videli v teh 2 dneh, kako se bo stvar razvijala. Mačkovška ste na zadnjih tekmah uporabljali zgolj v obrambi. Ja, in mislim, da tudi skoraj prepričan sem, da tudi v nedeljo bo lahko igral samo v obrambi, ker njegova roka ga še toliko boli, da za resnejše akcije v napadu ni sposoben. Kakšno je stanje z Urbanom Lesjakom? Bil je tiste tekme, ker je seveda branil nekako kar v odlični formi, potem poškodba, že ste dejali, ni branil zdaj v Novem Sadu pri Vojvodini, kako pa kaže za nedeljo? Ja, res ima močne bolečine, ampak jaz sem prepričan, da on bo stisnil zobe v nedeljo in da bo branil. Jaka Malus, tudi on je pokazal nekaj zelo dobrih iger, potem pa žal tudi zanj poškodba. Ja, tudi Jaka Malus se je poškodoval v nedeljo, ima počeno rebro, to so hude bolečine pri vsakem dotiku in on še zaenkrat določen čas, zdravniki pravijo celo mesec dni, jaz mislim, da bo morda nekoliko prej, ampak zaenkrat še ne bo mogel pomagati. In tista najnovejša nesreča, ki se je zgodila včeraj na večernem treningu, še poškodba Vujovića, ki je tudi kazal odlične igre, sploh proti Flensburgu, v Nemčiji je odigral vrhunsko. Ja, nažalost se je zgodilo še to, da se je na včerajšnjem treningu zvečer poškodoval tudi Vujović. Videli bomo, kakšna je poškodba danes zjutraj, če do zdravnika in zdravniška služba bo videla, ali bo lahko nastopil ali ne. Kako uspete pravzaprav krpati potem moštvo in na treningih in na tekmah po vseh teh številnih odsotnostih? Ja, je kar težko, kar zelo težko je, tudi predvsem težko je tudi kvalitetno trenirati. Krpamo pa normalno treninge z svojimi mladinci, ki jih vključujemo v sam proces treninga, vendar jasno, to ni isto, kot pa če bi bili vsi kompletni. Ja, res veliko smole v tej sezoni s poškodbami. Ocenjujete, da je pod narekovaji to tudi nekakšen davek tega ritma, kajti tekme, potovanja, vse skupaj se vrsti zelo, zelo hitro, vmes so še reprezentančne obveznosti in pravzaprav pravega počitka ti fantje nimajo. Ja, sigurno, da je tudi to eden izmed vzrokov, kajti tako sem že prej na začetku rekel, da časa za počitek ni, ogromno je potovanj, malo časa za regeneracijo igralcev in posledično sigurno, da je tudi to delni vzrok za takšno število poškodb. Slišković tudi še ni verjetno v tem trenutku pripravljen do te mere, da bi vam lahko pomagal na tako zahtevnih obračunih. Ne, tudi Slišković še ni, on je še daleč od prave pripravljenosti in bo še kar nekaj časa trajalo, da bo lahko pomagal. Flensburg v nedeljo, moštvo, ki je trenutno drugo v vaši skupini, takoj za Paris Saint-Germainom, stari znanec Celje, če lahko tako rečeva, velikokrat, v veliko letih ste igrali proti njim. Beseda dve o letošnji zasedbi, igralskem kadru in seveda o vaših pričakovanjih za nedeljski obračun. Flensburg je sigurno ena izmed najboljših ekip v Evropi in s tem tudi na svetu. Imajo izredno čvrsto obrambo, uigrani so z vratarjem Andersonom, ki brani odlično. Najkvalitetnejši so pa pri prehodu iz obrambe v protinapad. Tu so, mislim, da med najboljšimi ekipami. Izredno hitro gredo v protinapad in tudi izredno hitro izvajajo, po prejetem golu izvajajo hiter center in tu dosežejo tudi največje število zadetkov. Na prvi tekmi 33-28 za Nemce, čeprav ste zelo dobro bili povsem skupaj, povsem blizu, lahko zdaj nekako to obdobje vaše enakovredne igre z Nemci skušate raztegniti na celo tekmo?
Ja, to bi si želeli, da bi se zgodilo, ne. Ampak zelo težko je, kajti kljub tem našim poškodbam, ki jih imamo, zdržati tak tempo 60 minut. Tu oni imajo pač 16 igralcev in rotirajo vse igralce, držijo določen tempo vseh 60 minut, mi pa z takšnim majhnim številom igralcev težko pariramo skozi celo tekmo in zato se to dogaja, da določen čas tekme zdržimo in smo skupaj, potem pa pademo 5, 10, 15 minut in se naredi razlika na koncu. Proti Kilu je bilo izjemno vzdušje, odlično vzdušje, številni vaši navijači. Nekako čutite to rokometno mrzlico tudi zdaj pred tekmo s Flensburgom, bo v nedeljo podobno? Ja, vsi si želimo, da bi bilo podobno, isto, kajti res, če je dvorana polna, če publika navija, tako kot je v nedeljo, je potem dosti lažje igrati in igralci stisnejo še tiste zadnje atome moči in da preko mere tistega, kar so sposobni. Pariz je na vrhu skupine B Lige prvakov s 7 zmagami in 1 porazom, potem kot sem že dejal Flensburg 5 zmag, 2 remija in 1 poraz, pa Veszprém Kielce, Kiel, Meškov Brest in vaš klub pa sta izenačena na 6. in 7. mestu. Aalborg je potem zadnji z 1 zmago in 7 porazi. Kako ocenjujete zaenkrat učinek in pa točkovni saldo v tem najmočnejšem evropskem tekmovanju? Ja, učinek je zaenkrat, bom rekel, soliden. Mi smo verjetno malo zgubili, bom rekel, 1 točko proti Meškovu, katero smo računali, da bi bili tudi v Aalborgu, smo računali morda, da bi lahko dobili kakšno točko, ni uspelo. Smo pa zato zmagali v Kielu, kjer pošteno nismo pričakovali točk, tako da smo nekje na takšnem nivoju, kot smo mislili, da smo lahko. Jasno, da tekem je še nekaj, še lahko dobimo nekaj točk in to tudi računamo, odvisno pa, kako se bo vse skupaj razpletlo, kot smo že rekli, z našimi poškodbami, z našo igro in vse ostalo. V nedeljo torej Flensburg, potem pa prihodnji konec tedna sila pomemben obračun, pravzaprav mogoče celo neposredno obračun v Belorusiji proti Brest-Meškovu za uvrstitev v nadaljne tekmovanje v Ligi šampionov, kamor pelje prvih 6 mest iz obeh skupin. Ja, verjetno bo res tista tekma ena izmed odločilnih, kajti trenutno smo skupaj, jasno, ta tekma bo zelo pomembna, bomo videli, mi bomo pač šli poskušali zmagati tam in dobiti razliko v teh točkah, da se uvrstimo v nadaljne tekmovanje. Potem bo reprezentančni premor, torej ne bo klubskih tekem, vendar pa vaši številni rokometaši bodo imeli obveznosti v reprezentancah. Ja, zdaj nas čaka hud mesec, v manj kot mesec dni nas čaka še praktično 8 tekem, se pravi 2 tekmi v Ligi prvakov, 4 tekme v Seha ligi, 2 tekmi v domačem pokalu in to je res naporni ritem. Potem pa se bo to umirilo, določeni igralci bodo pač šli na reprezentančno prvenstvo Evrope. Potem bomo pač imeli določen premor, trenirali z ostalim delom ekipe in se pripravljali za drugi del tekmovanja. Verjetno je bilo vendarle precej lažje igrati, ne vem, Ligo prvakov in pa slovensko prvenstvo kot sočasno tako Seha ligo kot Ligo prvakov. Vsekakor, da je bilo to lažje in sedaj, bom rekel, nam včasih ta Seha liga hodi malo odveč, ampak tako je. Urnik ne bi bilo toliko narobe, če ne bi urnik tako natrpan, ampak tako se pa tekme res sledijo vsake par dni in je vse skupaj zelo naporno. Letos ste sestavili precej novo moštvo, veliko nosilcev vaših je odšlo po lanski sezoni in nekako zdi se, da ste se kar hitro ujeli, da so tudi ti novinci kar hitro sprejeli svoje vloge v novem klubu, v novem moštvu. Ja, ti mladi igralci, ki so prišli, oziroma mladi, Anič ni toliko mlad, tu sta še Dušebajev, Vujović in ostali, Pajntner, Golman, vratar, so se dobro ujeli in vklopili ta sistem dela in mislim, da se to tudi vidi na rezultatih, ki so nekje na nivoju lanske sezone, vsaj zaenkrat,
In se pravi, ne bomo tarnili, ampak res imamo smole s temi poškodbami in če ne bi bilo toliko teh poškodb, jaz sem prepričan, da bi bili rezultati še boljši. Vi ob tem, da ste pomočnik članskega trenerja, seveda dobro poznate in pa sodelujete tudi v delu mlajših selekcij, mogoče se še beseda dve o njih, kako ste tam zadovoljni sezono, verjetno tudi pri mlajših venomer skušate pripeljati kakšnega novega talenta, kot smo pred časom brali, mislim, da za krožnega napadalca iz Trima. Ja, sigurno, da tudi pri mladih delamo dobro. Rezultati so dobri, vedno smo v vrhu slovenskega rokometa po rezultatih. Vidi se tudi, da vključujemo dosti mladih domačih igralcev v člansko ekipo. Tudi zdaj v tem trenutku, ko imamo težave s temi poškodbami, je precej igralcev iz mladinskega pogona pri članski ekipi. Seveda gledamo in iščemo tudi talente po celi Sloveniji in še malo širše. In že kar nekaj igralcev smo tudi priključili, tako da delamo na tem, iščemo pač igralce, ki nekje zaključujejo osnovno šolo in prihajajo v srednjo šolo in takrat jih poskušamo tiste najboljše in najperspektivnejše vključiti v delo v našem klubu. Vaš klub je seveda zelo cenjen ravno po odlični rokometni šoli, vključevanju teh fantov, potem v člansko moštvo, tako da verjetno pri tem, da privabite te fante v Celje, nimate veliko težav. No, to je res. To je res, da fantje z velikim veseljem pridejo in vsem je veliko čas, da lahko pridejo v naš klub, tako da s tem res ni prevelikih težav. Ja, takole ob koncu bova še enkrat povabila vse gledalce v nedeljo na obračun Lige prvakov ob 5. popoldan, torej ob 17. uri Flensburg, klub, na katerega nas nekako vežejo tudi lepi spomini, še tam iz leta 2004, ko je Celje ravno proti Flensburgu osvojilo evropski naslov. Ja, tudi jaz bi povabil še enkrat vse gledalce in gledalke, da si pridejo gledati to tekmo, šport navijajo, jaz za nas pa obljubim, da bomo dali vse od sebe, da nudimo čim boljši odpor in če se pokaže prilika, da tudi osvojimo kakšno točko. Stanko Anderluh, hvala za obisk v našem studiu, srečno v nedeljo in seveda v nadaljevanju sezone. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih bomo nazaj v drugem delu središča, ko bomo gostili predstavnike iz celjskega nogometnega kluba, kajti v Celju ta konec tedna tudi štajerski nogometni derbi med Celjem in Mariborom. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. SX4 S-Cross z dvoletnim brezobrestnim financiranjem, gorivom v vrednosti 800 € in zimskimi pneumatikami na platiščih. Suzuki Way of Life. Nakup lesnih peletov pri ECE je prava odločitev. Preverjena kakovost, brezplačna dostava do doma in plačilo na obroke. ECE. Energija prihodnosti. Urbani terenec z odličnim 4x4 pogonom in mali mestni okretnež sta vozili prilagojeni za življenje. Outlander posebna izdaja 6000 € popusta in Space Star že od 7990 €. Sovan d.o.o. iz Selnice ob Dravi je družinsko podjetje z več kot 20-letno tradicijo, ki se ukvarja z ročno predelavo ovčje volne. Med več kot 150 proizvodi zasedajo vodilno mesto biovolnena izolacija, biovolneni filc za kmetijstvo in vrtnarstvo in naravna volnena posteljnina. Izbirate lahko med posteljnimi vložki, nadvložki, vzglavniki in odejami različnih dimenzij in debelin. Volna je odličen toplotni izolator, zato jo uporabljamo za tople in mrzle dni. Ima masažni učinek, blaži bolečine in revmatske težave. Prepričajte se sami.
računalniška in biro oprema, pisarniški ter potrošni materiali, celovit in dovršen nadzorni sistem tiskanja ter kopiranja. Zaupajte strokovnjakom, zaupajte podjetju Birobit. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. 10. po vrsti prinaša več čutnosti, več intime, več doživeti. Najbolj vroče erotični sejem Sloverotika od 1. do 3. decembra na Celjskem sejmu. Takole, po oglasih smo nazaj v drugem delu središča, nogometno bomo obarvani, kajti v Celju se nam obeta pravi nogometni praznik, štajerski derbi med Celjani in Mariborčani, srečanje pa jutri na štadionu z Dežele ob 20:20 minut. V našem studiu pozdravljam Amela Mojčinoviča, trenerja vratarjev pri celjskem nogometnem prvoligašu, kapetana članskega moštva Jureta Travnerja in pa vratarja Metoda Jurharja. Lep pozdrav, dobrodošli. Amel, kako potekajo priprave na obračun, ki je vedno nekaj posebnega tudi v Celju, ko v goste prihaja letos, lahko rečemo, tudi evroligaška zasedba Maribora? Pa dobro, sigurno mi se pripravljamo tako kot za vsako tekmu, samo res je tekma s Mariborom je res nekaj posebnega, ker vsi vemo, da na tisto tekmo pridejo veliko tudi privržencev Maribora, tako da se sigurno obeta ena zelo, zelo dobra tekma, tako kot od nekdaj. Sigurno lahko pričakujemo eno zelo dobro tekmo. Mi smo se od svojo formu dvignili in sigurno igramo dokaj dobro. Ekipa Maribora itak, vsi vemo, da so sigurno v zadnjih par let mogoče še v najboljši formi zdaj. Jure, v zadnjih srečanjih 3 zaporedne zmage v državnem prvenstvu, prej ste se nekako dolgo lovili, pod narekovaje rečeno, igrali številne tekme neodločeno, no, na zadnjih tekmah pa se vam je tudi rezultatsko odprlo, povezali ste 3 zmage in verjetno je po teh rezultatih v takšnem vzdušju tudi lažje pričakovati tekmeca, kot je Maribor. Tako je, kot ste rekli, se nam je končno odprlo, tudi rezultatsko. Že prej nismo igrali slabo, si ustvarili priložnosti, ampak vedno je malo zmanjkalo, da bi dosegli te gole. Zadnje 3 tekme nam je to uspelo in super je iti s 3 zaporednimi zmagami in dobrim vzdušjem nad Maribor. Metod, če vaš pogled nazaj na te zadnje obračune, na zadnje ste premagali Ankaran, za kosilo bi lahko rekla ob 12 uri, neobičajni uri je bila tekma. Ja, jaz sem zelo vesel, da smo zdaj nanizali nek pozitiven niz rezultatov. Vsekakor je to lepa popotnica za tekmo z Mariborom. Zaradi teh točk, ki smo jih osvojili, tudi v ekipi vlada neko tako pozitivno vzdušje, neka delovna vnema in mislim, da je to zelo dobro došlo. Jure, nekaj sprememb je bilo v letošnji sezoni, tudi tistih, ki jih igralci seveda občutite, mislim na menjavo trenerja. Dušan Kosič je že nekaj časa zdaj v Celju. Ste na nek način potrebovali tudi čas v tistih prvih tednih, v prvem mesecu po njegovem prihodu, da ste nekako sprejeli to njegovo filozofijo in zdaj vse skupaj prenesli tudi na igrišče? Ja, vsekakor je pri menjavi trenerja potreben določen čas, da se ekipa začuti z novim načinom dela. Nam je to zdaj, bi rekel, počasi uspeva, nadgrajujemo to in verjamem, da tudi, da bo v prihodnosti, da bomo vedno bolj povezani, vedno bolj bomo ekipa, tako da to je to. Metod, vi ste po njegovem prihodu nekako dobili in so da izkoristili priložnost in se nekako učvrstili zdaj kot številka 1 na vratih.
Ja, jaz sem te priložnosti bil zelo vesel. Tudi zdaj sem vesel, da imam priložnost braniti v vratih prve ekipe Celja. Jaz se na treningih trudim, vsakim treningom se trudim, da bom to mesto obdržal in upam, da mi bo to uspelo. Če se kar navežemo zdaj, glede na to, da ste vi trener vratarjev, mogoče tudi na to spremembo v vratih, nekako v uvodu sezone je bil izkušenejši Rozman, tista prva opcija, no zdaj predvsem po Kosičevem prihodu pa, kot sem že dejal, nekako Metod Jurhar, tisti, ki mu trener, verjetno tudi vi kot trener vratarjev bolj zaupate. Pa dobro, sigurno, jaz Metoda poznam že 7-8 let, v bistvu delam z njim in sigurno, da iz treninga v trening napreduje in zelo sem ponosen na njega, da se je tako odzval. Res ni bilo lahko priti, ker je imel lansko sezono v bistvu maltene nič branil in res je zelo dobro in sigurno to zdaj, da brani tako dobro, to sigurno ni slučajno, ker svojim delom si je zaslužil tudi, da dobi priložnost v svojem matičnem klubu in jaz v njega zelo verjamem in sam si želim, da tako nadaljuje s takšnim odnosom do dela. Sicer je malo tako mladih vratarjev, da recimo v neki prvi ligi katerekoli države dobijo priložnost. Pa dobro, tu pri nas v Sloveniji je kar nekaj klubov, kateri pač dajo priložnosti in v bistvu, kar se je pokazalo dokaj v redu, ker če želiš nekaj večje narediti iz tega vratarja, tudi mu moraš malo potrpeti ga tudi v določenih obdobjih in sigurno to se pokaže, da je to prava pot. Metod, vi ste nekako brez težav ta pritisk, da tako rečem, prenesli, ko ste dobili priložnost, kar v težkem položaju je bil klub, kar se tiče točk in pa na lestvici in kljub tej mladosti ste delovali zelo zrelo. Ja, mogoče lahko rečem, da prve tekme, mogoče tisto tekmo v pokalu in prve ligaške tekme, ko sem branil, je to v bistvu nekaj novega, mogoče malo pritiska, malo nervoze pred tekmo, ampak iz tekmo v tekmo se počutim boljš na igrišču in v tekmah uživam. Kako so vaši prijatelji, znanci, tudi družina sprejeli dejstvo, da ste postali številka 1 v vratih Celja? Ja, vsi so v bistvu zelo veseli, družina me zelo podpira, tudi znanci, kolegi, prijatelji, z vsemi se dosti o tem pogovarjam, me spremljajo in so lepo sprejeli. Prej smo govorili tudi o menjavi trenerja, vi ste številnimi trenerji že delali tako kot vratar, pa zdaj kot trener vratarjev. Kaj lahko rečete o Dušanu Kosiču, tudi novemu njegovemu pomočniku, kako ste se ujeli v samem štabu celjskega kluba? Pa dobro, sigurno tako kot igralci, tako tudi recimo jaz, ko sem tu že vrsto let, sigurno rabiš neki čas, ampak mislim, da podobno razmišljamo in da smo se zelo hitro ujeli, ampak v bistvu jaz tako kot z Dušanom, tako kot prej s Tomažem, tako kot sigurno, res absolutno z nobenim nikoli nisem imel težav in res tudi zdaj z Dušanom, s Zoranom, s Srdžanom, s užitkom, vsak trening delamo s užitkom in s užitkom pridemo na trening. Ampak tudi sigurno, zato so tudi zaslužni igralci, kateri res upoštevajo vsa navodila, tako mi brez njih, tako kot oni brez nas, sigurno ne bi naredili to, kar trenutno kažemo. Jure trenutno 6. mesto na lestvici, 21 točk, vendar pa razlika tja do 3. mesta ni ravno velika. Rudar ima 26 točk kot 3., Domžale 25 na 4. mestu. Kaj lahko rečete o dosedanjem delu sezone in je ta uvrstitev, pa tudi točkovni saldo, da tako rečem, je to realno glede na kakovost vašega moštva? Ja, na koncu je treba priznati, vedno rezultati pokažejo svoje na dolgi rok, tako da mi si želimo še više, ampak sezona je pokazala,
Jaz verjamem v ekipo, da je tega sposobna, je pa, kot ste rekli, ni daleč do 3. mesta, prav tako pa z nizom mogoče slabših rezultatov lahko tudi padeš v boj za obstanek, tako da je treba maksimalno trenirati, delati naprej in doseči ta cilj. Če se zdaj fokusiramo na jutrišnji dvoboj Maribor, štajerski derbi, zagotovo zanimiv obračun za gledalce. Metod, pričakujete jutri izdatnejšo podporo s tribun, zagotovo bodo prišli tudi navijači Maribora in verjetno pričakujete, da bodo tudi vaši prišli v večjem številu kot recimo na ostale tekme. Ja, vsekakor je pred večjim številom gledalcev zelo lepo igrati, še nekaj dodaten motiv. Jaz upam, tako se rekel, da nas bojo gledalci naši prišli podpreti. Pričakujemo pa tudi, ja, tako se rekel, večje število njihovih gledalcev. Kaj sploh lahko pod narekovaj novega povemo o Mariboru? Ne vem, na kaj ste še posebej pozorni zdaj, ko se pripravljate na ta obračun z Mariborčani? Seveda se eni in drugi dobro poznate, pa vendarle, kakšne so značilnosti letošnjega Maribora, ki je mogoče še posebej navaren, na kar boste skušali biti še posebej pozorni? Pa dobro, mi sigurno spremljamo tekme Maribora in sigurno se bomo pripravili na njih. Tako kot Maribor v tej sezoni res deluje zelo, zelo organizirano. Vsi vemo, da so ekipe v Ligi prvaka verjetno bolj kakovostni od Maribora, ampak Maribor se svojom organiziranosťou, z svojo disciplino igre res parira vsem. Tako da sigurno Maribor, vse pohvale Mariboru, ampak tudi mi imamo svoje kvalitete, katere bomo probali pokazati na igrišču in jaz verjamem jutri, da smo sposobni narediti en dober rezultat. Jure, vaš pogled na jutrišnji obračun na prvem letošnjem Ljudskem vrtu je bilo 0:0. Kako bo jutri? Se boste postavili, ne vem, na igrišču, da bi bili zadovoljni že s točko, ali boste odkrito jurišali na vse tri, če se lahko tako izrazim? Tako kot je rekel Amel, Maribor res letos igra dobro, suvereno, predvsem v državnem prvenstvu. Ima odlično ekipo, taktično, bi rekel, so skoraj dovršeni, ampak mi nimamo kaj izgubiti, bomo napadli z vsemi silami. Točka ne bi bil neuspeh, ampak jaz si želim zmage, no, zakaj pa ne. Metod, pričakujete veliko dela jutri za vas, ne vem, se na strele katerega od mariborskih nogometašev kot vratar še posebej pripravljate? Ja, bomo videli, kako se bo jutri tekma razvila. Tako je rekel Jura, mi bomo šli s ciljem, da zmagamo. Zdaj mi tudi ekipno analizo Maribora bomo naredili, bomo v bistvu nekako analizirali ekipo. Zdaj, da bi se pa posebej pripravila na kakšnega igralca, pa mislim, da ne. Maribor igra na dveh frontah, vendar zaenkrat Amelj nekako kar uspešno zdržijo in nastope v Ligi prvakov in obveznosti v domačem prvenstvu. Maribor igra na 3 fronte. Pa še pokal, ja, še pokal. Pa dobro, Maribor ima tudi širino, ekipa Maribora je že vrsto let se dela tista selekcija in oni iz leta v leto samo pripeljejo tiste igralce, kateri misli, da jim še manjkajo in sigurno Maribor je zelo dobro selekcionirana ekipa, ve, kaj hočejo in sigurno so zelo sposobni, kar so pokazali tudi v Ligi prvaka, da so konkurenčni tudi najboljšim, ampak tako kot sem rekel, mi imamo tudi svojo računico in sigurno imamo dober delamo in jaz ne vidim nobenega razloga, zakaj pa ni mi ne bi tudi mogoče presenetili Maribor, kar sem siguren, da smo sposobni. Po Mariboru do konca jesenskega dela še 2 gostovanji, Krško in pa Olimpija. Jure, kako želite zaključiti ta jesenski del sezone? Vedno je potrebno, mislim, je dobro zaključiti z nekim pozitivnim nizom. Idealno je bilo zaključiti z vsemi zmagami. Mi si tega želimo, vse bomo naredili za to, bomo pa videli, kaj bo prinesel
rezultat. Dve zahtevni gostovanji Metod po Mariboru, Krško vedno neugoden tekmec, sploh za Celje, Olimpija v Ljubljani pa zagotovo vedno zahteven zalogaj. Se strinjam, mi se bomo na te tekme pripravili enako, kot smo se doslej na vse druge tekme. Z maksimalnim fokusom bomo šli v te tekme, pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo. Še vaš pogled do konca te jeseni, zdaj bo eno kolo manj, sicer kot je bilo načrtovano, vendar pred vami so tri težke tekme, Maribor, Krško in Olimpija. Sigurno vsi vemo, da igramo od teh treh z dve prve ekipe, sigurno najbolj kakovostne ekipe v ligi. Tudi tu je Krško, kateri nam je zelo neugodno, ampak tako kot so ona dva povedala že, sigurno mi imamo tudi svoje poglede in sigurno bomo probali na vsaku tekmo bomo šli na zmago. Na koncu, kaj nam bo to prineslo, bomo videli in sigurno, da bomo probali čim več točk iztržiti v teh treh tekmah. Ob koncu morda omenimo še pokal, ker ste tudi še v igri in pokal ob prvenstvu seveda je ena izmed dveh opcij za uvrstitev v Evropo, kar je nekako želja tudi celjskega kluba v tej sezoni. Pa dobro, sigurno mi smo že, ne vem, zadnjih 10 let, sigurno vsako leto smo tu zelo blizu, mogoče da niti enkrat, recimo razen tega 2005, niti enkrat nismo osvojili, ampak smo bili res, ne vem, 7-krat v finalu v zadnjih mogoče 10-12 let. In sigurno je pokal je eno tekmovanje, v katerem je mogoče malenkost lažje priti do Evrope. Bomo videli pač do pokala, je treba v miru oddelati prvo prvenstvo, priprave in se pripraviti na to. In sigurno tudi tam vidimo svojo priložnost. Se vam zdi, da je lažje, ne vem, skozi pokal ali prvenstvo priti do Evrope? Pokalo je morda manj tekem, zato je pot nekoliko lažje, pa spet treba vsakega nasprotnika premagati. Tako da nobena pot ni enostavna, ne treba pokazati kakovost. Takole, vsem trem hvala za obisk v našem studiu. Še enkrat bomo naše gledalke in gledalce povabili jutri na celjski štadion ob 20:20 začetek štajerskega nogometnega derbija med Celjem in Mariborom. S tem pa smo do konca pripeljali nocojšnji tretji polčas. Hvala, ker ste bili v naši družbi. V nedeljo ne pozabite na našo oddajo Celjski športni vikend. Začela se bo ob 15:05, prihodnji petek pa nasvidenje v naslednjem tretjem polčasu. Lepo se imejte in lahko noč.